Ej, živijo, tokrat na testu Suzuki Vitara. Suzuki je globalni proizvajalec avtomobilov in ne moramo reči, da je Evropa njegov najmočnejši trg. Ampak obstaja pa en segment, kjer Suzuki v Evropi rastura in to je segment B-SUV oziroma kakorkoli ga pač želimo imenovati. Te zanima zakaj? Avto je overall dober. Obenem pa ima tudi izredno konkurenčno postavljeno ceno. Avto, ki ga imamo tokrat na testu, je za opremo založen tako kot ena novoletna jelka, obenem ima pa tudi najmočnejši motor, štirikolesen pogon in samodejni menjalnik. Tako Vitaro smo preizkušali že po zimi. Avto je bil na snegu odličen in takrat smo uspeli nekaj ovinkov tudi kar pošteno oddriftati. Ampak za pravi test moramo avto sprobati v vseh različnih pogojih. Vitara ni hardcore terenc, ampak še vedno se ta avto kar dobro znajde, tudi ko gremo dol z asfalta. Med drugim imamo za težje primere na voljo tudi tole funkcijo lock, ki vklop v bistvu dve elektronski zapori diferencialov. Sicer pa je podvozje eden najboljših delov tega avta in nudi odličen kompromis med udobjem pa odzivnostjo. Motor. 1.4 turbo benciner, 140 konjev, enaka zadeva kot v Swiftu Sport. Mimogrede, celoten test Swifta Sport lahko že preberete na autoportret.si. Je pa še ena stvar, ki jo želim posebej izpostaviti. 6-stopenjski avtomatik v tem avtu je odličen. Tudi, ko se odločimo, da bomo prestavljali sami, s tema dvema pedal shifterjema tle za volanom, je menjalnik neverjetno hiter in odziven. In tako skup z motorjem, ki ima obenem še tak prijeten 4-valjni turbo zvok, nudi ta eno tako prijetno izkušnjo na meji športnega. Na našem testnem krogu je tale Vitara s samodejnim menjalnikom zabeležila rezultat 6,7 litra na 100 km, kar je v resnici dosti podoben rezultat avtu z ročnim menjalnikom. Avto s samodejnim menjalnikom je sicer 2100 evrov dražji, ampak če vam to ne predstavlja posebne ovire, pol toplo priporočam razmislek. Notranjost je z estetskega vidika tako, povprečna. Meni je recimo zmot, da imam stalno občutek, da je Suzuki zbral dele več različnih avtomobilov in jih potem sestavil v neko smiselno celoto. Ni neke dizajnerske povezanosti elementov. Drugače pa moram pohvaliti prednja sedeža, pa tudi zadaj se sedi zelo lepo. Volan je sicer popolnoma soliden, ampak kljub temu se ne bi branil česa podobnega kot v Swiftu Sport. Ok, to je bilo na kratko vse najpomembnejše v naši testni Vitari, več pa itak kmalu sledi na autoportret.si. Ej, pa še to. Da bo pregled nad Suzukijevo prodajno floto na autoportret.si kompleten, bomo oktobra obdelali še Ignisa in za konc, kar je še boljš, Jimnija. Ajde, se vidimo. Zelo naporno snemanje je bilo za nami, ker imamo zelo napornega direktorja. Ponov ta zadnji del.